Pozdravljeni! V tem video tutorialu vam bom predstavila nekaj naprednih funkcij, ki jih ponuja program PowerPoint. Na začetku bi rada povedala, da preden bomo uporabili katerokoli od teh dveh funkcij, je treba PowerPoint dokončati. Torej, potrebno je najprej ustaviti vse razlage, fotografije, vse animacije, prehode, šele potem se lahko vse ostalo tudi dodaja. Predstavila vam bom, kako se lahko v PowerPoint dodaja vaša glasovna razlaga. Zato obstajata dva načina, ki jih bom predstavila. Prvi način je, da greste pod meni Ustavljanje, nato kliknete Ustavi zvok in potem imate možnost, da ustavite zvok svojega računalnika ali pa zvok posnamete. Torej kliknemo to in tukaj se nam odpre tako okence. In ko želimo začeti snemanje, kliknemo rdečo pikico. Torej, zdaj naš zvok že snema. In ko želim končati, kliknem tale kvadratek, to pomeni znak stop. In zdaj je zvok nehalo snemati. Zvoku lahko prisluhnem z klikom na zeleno puščico, to pomeni play. In če mi je zvok všeč, kliknem v redu. In se mi potem pokaže na PowerPointu tak zvočnik. To pomeni, da je zdaj tukaj ustavljen naš zvok. Torej, zdaj naš zvok že snema in ko želim končati, kliknem tale kvadratek. Tako, to je torej naš zvok. To je bila ena opcija, druga opcija pa je pod menijem Diaprojekcija. In tukaj kliknete Posnemi diaprojekcijo in zdaj imate na voljo dve možnosti. Prva možnost, snemajte s trenutnega diapozitiva, pride v upoštev predvsem takrat, ko se na nekem diapozitivu med snemanjem zmotim. In grem preprosto na tisti diapozitiv, recimo, da sem se tukaj nekaj zmotila, kliknem Posnemi diaprojekcijo, snemaj s trenutnega diapozitiva in mi bo snemalo samo ta peti diapozitiv, na katerem sem se zmotila. Torej, tako nam ni potrebno snemati cele diaprojekcije še enkrat od začetka. Ta druga opcija pa je, snemajte od začetka in potem obkljukate oba okvirčka, torej snemala bo čase diapozitiva, animacije, naš glasovni posnetek in pa tudi rokopis in laserski kazalnik, kar tudi ponuja PowerPoint. Kliknemo torej Začni snemanje in tale kvadratek v levem zgornjem kotu nam pove, da zdaj se že snema. Torej, ko povem nekaj, kar želim povedati na določenem diapozitivu in se želim premakniti naprej, se lahko naprej premaknem ali s klikom na levi klik, torej zdaj sem na naslednjem diapozitivu, ali pa z klikom na tipko Enter. Tako torej posname moj čas, kako dolgo sem bila na diapozitivu in pa tudi glasovno razlago. Posnelo bi tudi animacijo, ampak jaz v tej projekciji animacije nisem dodala, zato je tudi ni posnelo. Ko želim s snemanjem končati, kliknem ali tale križec ali pa tipko ESC na tipkovnici.